Gospod rektor, v zadnjih tednih so se ponovno zgostile razprave o noveli zakona o visokem šolstvu, ki v svojem 8. členu navaja možnost poučevanja v tujem jeziku. Že pred nekaj meseci ste vi v svojem članku nadrobneje pojasnili vaše osebno stališče in stališče institucije, ki jo vodite, torej Univerze v Ljubljani. Še vedno pa se oglašajo akademiki, gospodarstveniki, kulturniki, društvo pisateljev, civilna družba in nekateri posamezniki. Pa me zanima, ali vas ta odziv preseneča? Da in ne. Preseneča me v toliko, da se mi zdi, da ljudje ne upoštevajo, da ne živimo vedno v istem času, v istih razmerah in da na nek način spregledujejo, da se Slovenija kot država, naša kultura, jezik, vse bolj, seveda tudi gospodarstvo, najprej vse bolj upenja v ta globalni svet. In te razmere seveda narekujejo drugačno delovanje posameznika, institucije, kot je univerza in seveda tudi drugih. V tem smislu se mi zdi, da je to je zame presenečenje, ker ljudje ne gledajo, se mi zdi, naprej, ampak se predvsem ozirajo nazaj in bi radi vzpostavili neko stanje stvari, ki ga najbrž nikdar več ne bo. Zdaj seveda glede na naš, bi rekel, obrazec vedenja in razmišljanja kulturnih je, moram priznati, vsaj po mojem mišljenju precej konzervativen, me pa seveda to tudi ne preseneča. Ne. Tako da smo v nekem precepu, kako te stvari ocenjevati. Me pa po svoje pravzaprav res žalosti, ker s takimi pogledi, ki so v skrajnost postavljeni in popolnoma proti temu, da bi razmišljali o drugačni vlogi jezika, slovenskega in seveda drugih jezikov, da s tako postavitvijo pravzaprav ne bomo peljali ne posameznih institucij, ne cele države naprej. No, najna pogovor skoraj ne more vas pregledati nekaterih stališč uglednih intelektualcev, katerih razmišljanje je najbolj odmejevalo predvsem strokovni javnosti. Tu mislim na obsežen zapis sociologa profesorja Rastka Močnika v časopisu Delo, kjer je skrb za obstanek, razvoj in uveljavljanje jezika neke skupnosti utemeljeval s primeri iz zgodovine znanosti, od Galileja, Descarta, Lutra, Danteja, pa tudi Prešerna in Čopa pri nas. Čop je, tako je zapisal Močnik, rekel, da lahko dobi jezik pravo omikanost samo s tem, ko je postopoma vpeljan v višje kroge življenja in znanosti. Skratka, skrb za razvoj lastnega jezika zahteva, da se ga uporablja na vseh nivojih, ker s tem, ko postajajo po pomenu bogatejši izrazi jezika, postajajo tudi natančnejše njihove govorne rabe. Najbrž ne gre zavreči takega razmisleka oziroma zapisa, saj je konec koncev akademsko okolje prostor, kjer se izčiščujejo tudi različna stališča in pogledi na posamezna vprašanja. Absolutno. In jaz mislim, da je treba tudi, recimo, če govorimo o univerzi, reči, da je bila najprej univerza pravzaprav izven kategorij nacionalnega, državnega in tako naprej in je bila v resnici neka primarno v Evropi iz cerkvenih institucij izhajajoča ustanova z latinskim jezikom. Potem, ko so vzpostavili nacionalni jezik in nacionalne države, je univerza postajala vse bolj nacionalna in seveda se je potem tudi dobila skrb kot poslanstvo svoje, skrb za jezik in kulturo. In to seveda upravlja vse skozi. S tem, da zdaj, ko pa prehajamo v fazo globalizacije, se pa seveda te razmere spet menjajo, ker vendarle države ne delujejo več in ne bodo mogli več delovati tako, kot so doslej, da bi delovali kot zelo zaprte države, ki skrbijo samo za svoj, rekel, državni obstoj, za obstoj svojih jezikov, kultur in tako naprej, ampak bo treba seveda se odpreti v prostor in začeti postavljati stvari drugače. Predvsem mislim, da tukaj je zelo eleganten, racionalen, dober izhod v
tem, da sprejmemo dejstvo, da bomo hkrati morali v istem prostoru govoriti različne, več jezikov, da se bodo kulture soočale, srečevale in to se seveda nam že dogaja in kdor tega ne vidi dobro. Ne. Ob tem seveda pa moram hkrati tudi povedati, da se mi tega kot univerza kulturnega poslanstva in jezikovnega poslanstva vse skozi zelo trdno zavedamo. Ne nazadnje imamo kot univerza celo vrsto programov, ki so namenjeni prav jeziku, pa prav kulturi, ne samo na filozofski fakulteti, ampak tudi na drugih. Vzpostavili smo center za slovenščino kot tuji jezik, ki ima nalogo, da skrbi za učenje slovenskega jezika za vse, ki prihajajo k nam, bodisi da so študenti, predavatelji ali kdo drug. Po svetu vzdržujemo seveda z državno pomočjo 56 lektoratov slovenskega jezika in ti lektorati skupaj s tem centrom vključijo letno 3000 tujcev, ki se učijo slovenščine. Vendar zavedati se pa moramo, da če mi ne bomo odprti za izmenjave, ker tukaj gre dostikrat za reciprociteto, da nam bojo tudi te poti potem postale zaprte. Ne bomo mogli svoje kulture in svojega jezika predstavljati v okolju, če ne bomo odprti tudi mi do tega okolja. Naprej ta skrb naša se kaže v tem, da smo vzpostavili posebno pripravljalno leto, oziroma temu rečemo zdaj pripravljalni modul za tuje študente, ki prihajajo k nam in pri nas študirajo. In glavnina tega modula je jezik, kultura, tako da se lahko na začetku, predno se vključijo v normalno izvajanje programov v slovenščini, zares usposobijo, zato in jih tudi želimo za to usposobiti. Hkrati zavezujemo naše predavatelje, da objavljajo tudi v slovenskem jeziku, čeprav, kot rečeno, znanost je svetovna, je mednarodna, je ena, in normalno je, da se objavlja v najuglednejših revijah, ampak hkrati tudi je zaveza tem raziskovalcem, da objavljajo tudi v slovenščini, prav zato, da bi razvijali koncepte na svojem strokovnem znanstvenem področju, koncepte, besedišče v slovenskem jeziku. In kdor tega ne dela, nima možnosti napredovanja v tej akademski hierarhiji. Tako da se v resnici skozi to kaže, da nam ni vseeno in nam ne sme biti vseeno, kar zadeva jezik. Seveda pa mi ne izključujemo skrbi za slovenski jezik z drugo funkcijo, ki jo univerza ima, to je odpiranje univerze v svet oziroma vzdrževanje znanosti kot dela svetovne znanosti in to seveda velja vse bolj tudi za izobraževanje. Izobraževanje tudi ni več morda tako zaprto, kot je bilo, da je bilo samo za domače potrebe, ampak je potrebno tudi na področju izobraževanja, socializacije, usposabljanja mlade generacije, ustvarjati doma ta internacionalni prostor, v katerega bodo diplomanti vstopali in že vstopajo, ko grejo v službe, bodisi v gospodarstvo ali pa v kakšne druge institucije. Tako da ta poziv, da za to treba skrbeti, ostaja in ga tudi v resnici realiziramo. Nikakor pa ne mislim, da se izključuje tudi z tem, o čem rečemo internacionalizacija. Zanimivo pa je, da se je ob tem vprašanju v ospredje postavilo vprašanje zgolj angleščine kot vse prevladujočega jezika, predvsem razvitega sveta, ki na vseh nivojih uveljavlja kapital odnose, neoliberalne prakse, karkoli že pod tem razumemo. No in tudi pri nas so ta vprašanja prišla v ospredje. Zakaj je po vašem mnenju vprašanje jezika dobilo še te geografske razsežnosti? Jaz mislim, da se te stvari dostikrat res prepletajo, dostikrat pa tudi po nepotrebnem mešajo, ker jaz ne vem, zakaj bi vprašanje jezika imelo res veliko skupnih točk s tako-zvanim neoliberalizmom, ki se zdaj že uporablja tako rekoč kot floskula za označevanje vsega tega, kar nekomu ni všeč. Jaz mislim, da je to neke vrste zlorabljena zadeva, ki prav veliko ne pove. To pa, da smo imeli, kot že rečeno, latinski jezik, pa pozneje francoski, na tehničnem področju nemški jezik kot dominantni jezik
delovanja raziskovalnih in šolskih institucij in da imamo pač danes angleški jezik, je pa seveda nekaj, kar je treba preprosto vzeti na znanje. Ne? Ker če želimo normalno komunicirati, ko sporočamo svoje znanstvene rezultate v mednarodnem prostoru, moramo to delati tako, kot delajo vsi drugi. Tudi Francozi, ki so izjemno občutljivi na svoj jezik in tudi oni imajo celo vrsto prizadevanj konkretnih za to, da ščitijo kulturo, jezik in tako naprej, prevzemajo angleški jezik na znanstvenem področju. Denimo zadnji ukrep, ki so ga sprejeli v Franciji, je, da obvezujejo svoje študente, da mora vsak obvezno en semester preživeti v tujini. Pričemer si gotovo ne zamišljajo, da bo ta francoski študent govoril francosko v vseh državah, na vseh univerzah, kamor bo šel. Ker pač francoščina je dosti manj uporabljena v univerzitetnih krogih, kot je bila. In seveda so vzeli na znanje, da bodo morali govoriti jezik, ki ga bodo razumeli, okoli kamor bodo šli. In to je danes pretežno angleščina. Zdaj, ali nam je to všeč ali ne? Ampak mi, če želimo funkcionirati kot univerza, kot inštitucija, ki se enakopravno pogovarja z drugimi, potem moramo seveda tudi to, v tem primeru bi rekel, kar sredstvo sporazumevanja, kot je angleški jezik, tudi vzeti v roke, da tako rečem. No, značilnost razhajanja ob noveli oziroma 8. členu se dogaja zlasti med humanisti in naravoslovci ter tehniki, ko gre za ožje strokovno polje. Slednji poudarjajo, da je njihovo delo, njihovo raziskovanje del svetovnega komuniciranja in zaprtosti v zgolj slovenske meje bi jih kaj hitro izbrisalo iz polja mednarodne znanosti in seveda bi odšli v pozabo, to, kar ste že v bistvu omenili. Ne? Vam pa gre očitek strani prvih, da uveljavljate privatizacijo in komercializacijo, da dopuščate uveljavljanje jezika svetovnega gospodstva in skupaj z menedžerji in strukturnimi politikami poskušate predstaviti spor, kot da bi šlo za spopad med svetovljani in provincialci, če citiramo Močnika. Najprej mogoče komentar na posamezna področja. Jaz mislim, da razlik v položaju znanosti ni. Tako kot je fizika, znanost, ki lahko obstaja kot znanost samo v globalnem prostoru in se tam vsa znanstvena spoznanja verificirajo, tako to isto velja tudi za področje družbenih znanosti, če hočete, in konec koncev tudi za humanistiko. Slovenščina ima pač to, bi rekel, prednost in lep položaj, da predstavlja center sveta tukaj, ne? In tukaj je verjetno to edino področje, kjer smo center sveta, zato je tudi objavljanje vseh razprav, spoznanj okrog slovenskega jezika v slovenščini povsem normalno. In bi bilo zelo čudno, če bi tukaj slovenščina ne dominirala, pri čemer ne izključujem, da kdo razpravlja tudi v kakšnem drugem jeziku v slovenščini. In dejstvo je, da ti ljudje naši, slavisti, ki delujejo po lektoratih, pa seveda tudi drugi, ne, ki se ukvarjajo z jeziki slovanskimi, vključno slovenščino, upoštevajo to preprosto dejstvo. Ne. In seveda tako, kot se to dela na tem področju, se mora na drugih področjih enako pač vzpostavljati neka komunikacija in tukaj se seveda kjer ne gre za jezike, ampak ko gre za druga znanstvena področja, ti centri niso tako zelo razvidni, ki je center. Ne. Vse skupaj je odvisno od tega, koliko novih spoznanj je kdo sposoben producirati, koliko novega znanja ustvariti in seveda ali mu ga drugi skozi izmenjavo spoznanj, skozi članke in druge publikacije tudi priznajo ali ne. Nazadnje potem nas delijo Nobelove nagrade za fiziko, kemijo, medicino in tako naprej, ki naj bi bile neke sorte priznanje za vrhunske dosežke. In če mi hočemo to biti zares znanstvena ustanova, univerza bi po definiciji to morala biti, potem mora biti to vpeta na čisto vseh področjih. Znanosti, ki
ni nacionalna znanost, tako rekoč. Mi imamo seveda veliko debato okrog tega, tudi na posameznih področjih, recimo na takih področjih, ki se pogosto krat oglaša pravo. Ampak mislim, da tudi tam je v osnovi treba izhajati iz istega izhodišča. Vse so nekatere specifike, ampak mislim, da brez tega znanosti ni. Zdaj, drugi del vprašanja, kako da zdaj prodira ta nekako vrste komercializacija v ta prostor. Jaz mislim, da tukaj je to vprašanje povsem ločeno od vprašanja jezika. Saj konec koncev, če pogledamo nekaj let nazaj, ko smo bili v nekem drugem položaju, je univerza služila na nekaterih področjih študija, ko je bil izredni študij množičen na domačem trgu v slovenščini in tukaj jezik ni imel v tem smislu, da bi tuji jezik prinašal to služenje, da tako rečem, na trgu in prodaja naših storitev na trgu, tu ni imel tuji jezik nobene vloge posebne. To je čisto neko drugo vprašanje, ali mi delamo kot javna služba za javni denar, izobražujemo, raziskujemo in tako naprej, ali pa seveda te storitve, ki jih znamo, ki jih obvladujemo, ki jih znamo tudi ponuditi drugim, tudi prodajamo. In seveda tu je še veliko vmesnih prostorov, recimo tam, kjer imamo te razpise in konkurenco za projekte, bodi si domače, bodi si na ravni Evropske unije, tam je neke vrste polovična javna služba, polovična tržna dejavnost, ali bolje rečeno konkurenčna dejavnost. Tam je izjemno huda konkurenca med tistimi, ki aplicirajo, ki se prijavljajo za ta denar, za ta sredstva. In brez dobre znanosti, ki je odzadaj, brez dobrih referenc, se lahko vrnemo nazaj, ki jih priznava stroka, tam so mednarodne žirije, seveda do teh sredstev ne moremo priti, ker pademo kot neuspešni na teh razpisih. Ampak to je čisto druga zgodba, ki nima z jezikom neposredno povezave. Edina točka, kjer mogoče je treba stvari pojasniti, vprašanje, ali bi z uporabe več tujega jezika mi lahko pritegnili tudi več tujih študentov, ki bi posebej plačali ta študij. Moram reči, da to na veliko delajo vse univerze okrog nas, tudi centralna evropske, tudi vzhodne evropske, da se odzivajo na povpraševanje po visokošolskem študiju, ki je zelo veliko v nekaterih okoljih, zlasti v hitro razvijajočih se državah, med bližnjimi lahko menjamo Turčijo, recimo Kazahstan, to so države, ki imajo precejšnji ekonomski potencial, pa nerazvito šolstvo in seveda tudi vse naprej do Indije, ki se oglaša kot država z velikimi potrebami, pa premalo kapacitetami, da bi lahko same te storitve nudile. In jaz ne razumem ljudi, ki vidijo problem v tem, da bi univerze ponudile svoje programe tudi takim študentom za plačilo. Ponavadi dostikrat niti ne plačajo oni sami, dostikrat plačajo njihovi dovolj bogati starši ali pa celo države. Recimo država Pakistan ima v Italiji na več univerzah zakupljene cele programe za svoje študente, ki jih tja pošiljajo, zato da bi jih na italijanskih univerzah izobrazili. To je razlagala njihova veleposlanica, ki pokriva tudi Slovenijo iz Rima. In ne vem, v čem vidijo ti naši ljudje in kritiki v tem problem. Jaz bi rekel, da je to nekako tudi neskladno s tem, ko se ti isti ljudje borijo za izboljšanje svojega položaja na univerzi, pa za izboljšanje možnosti zaposlovanja mladih doktorjev znanosti in podobno, ker ravno tukaj bi lahko najdli svoje priložnosti. Če se širi program, se seveda odpirajo možnosti tudi za to, da se mladi znanstveniki, ki končujejo študije, izobraževanje, zaposlijo kot predavatelji, raziskovalci, mentori in podobno.
Gospod rektor, kako v kontekstu teh vprašanj razumete izrek Ludviga Wittgensteina, ki pravi, da so meje mojega jezika, so meje mojega sveta? Ja, take izjave so zelo nehvaležne za komentiranje, ki jih vsak po svoje sliši in razume. Ampak ja, želel bi si, da bi tudi slovenski jezik bolj odpiral svet vsem, ki ga govorimo. Poglejte, gospodarstveniki pa zanimivo podpirajo omenjeno novelo in se zavzemajo za odprtost do dela in do sodelovanja povsod po svetu brez nepotrebnih jezikovnih omejitev. Jaz se pa na pisanje o teh vprašanjih ostro odzval tudi mednarodno priznan raziskovalec področja bioznanosti dr. Roman Jerala, ki pravi, da naj bi bila univerzam samim prepuščena presoja o vprašanju izvajanja posameznih predavanj na univerzi. Ponudi v razlago primer, ki pravi takole: če lahko Slovenec svoje predavanje na Dunajski univerzi izvaja v angleščini, zakaj jih ne bi smel Avstrijec na naši, se pravi na Univerzi v Ljubljani, izvajati tudi v angleščini. Nihče tudi od slovenskih predavateljev v tujini ne zahteva potrdila o znanju angleščine, kaj šele nacionalnega jezika, recimo kjerkoli predava. Tisto, kar šteje, pravi Jerala, je strokovnost, mednarodne reference. Kako pa komentirate ta vidik? Ja, v osnovi se strinjam s to izjavo, s tem, da kot rečeno smo mi pri presoji tega vprašanja šli nekoliko bolj nasproti zaščiti jezika in skrbi za jezik, ker smo kot rečeno rekli, da morajo naši ljudje objavljati tudi v slovenščini iz razloga, da se ustrezna terminologija na strokovnih področjih razvija in jaz mislim, da to je naša odgovornost. In tudi, ko gre za zaposlovanje tujcev, postavljamo pogoj, da se morajo, če ostanejo z nami potem za nedoločen čas, v nekaj letih začeti učiti in naučiti tudi slovensko. Mislim, da je to nekaj, kar ni prehuda zahteva in da to ne bo ovira za sodelovanje s temi ljudmi. Drugače pa bi to vprašanje komentiral tudi z druge strani. Naši gospodarstveniki je normalno, da morajo znati jezike, če hočejo prodajati svoje blago, če hočejo imeti dostop do najsodobnejših tehnologij, če hočejo komunicirati s svojimi poslovnimi partnerji po svetu. Če izvozimo 2/3 družbenega proizvoda, potem verjetno ne bomo postavljali pogoj, da bomo to delali v slovenščini, ali pa ne bomo delali, ker bo to šlo seveda vsem nam v škodo, predvsem pa tistim, ki skrbijo za jezik, ker živijo od tega, koliko gospodarstvo ustvari teh presežkov oziroma družbenega proizvoda, ki ga lahko namenja potem tudi jeziku, kulturi še posebej. Seveda vse ne gre samo za visoki poslovni svet, konec koncev. Če pogledamo na naše ulice, koliko skupin turistov se sprehodi skozi mesto in vodiči verjetno ne bodo samo v slovenščini tem tujcem razlagali, ki se sprehajajo tu skozi in na tak ali ne bodo zahtevali znanja slovenščine, da bi jim postregli. Smo v svetu, ki preprosto zahteva, da smo multikulturni in multijezični, če hočemo preživeti, če hočemo dvigniti svoj raven življenja. Zanimivo pa je stališče akademika Borisa Paternuja, ki meni, da je problematika slovenščine na univerzi že nekoliko utrujena tema. Iztrgal bi jo iz panike in iz pragmatizma, pravi. Ta problem ni le slovenski, angleščina pa je danes nujno komunikacijsko sredstvo, vendar pomožno, tako on. No in njegovi temeljni aksiom je po njegovem ta, da ima vsak državljan pravico govoriti, pisati in misliti v svojem jeziku na vseh stopnjah izobrazbe. Za angleščino je treba najti pravo razmerje, univerza pa bi morala imeti jezikovne oddelke, ki bi študente uvajali v tujo strokovno terminologijo. To, če počnemo.
V resnici, če bi šli čisto konkretno na jezike, mi samo par programov ponujamo v angleščini na prvi stopnji in to vidimo delajo tudi druge univerze, ki imajo isto posebno skrb za svoj jezik, tudi nemške univerze zelo malo programov na prvi stopnji ponujajo v drugem jeziku, prvenstveno v angleščini. Potem pa na višjih stopnjah pa vse več oziroma pa vsem odprejo, ne? Ker predpostavka je, da se pač s tem, ko vstopi nekdo v študij, ko dobite osnovne koncepte, osnovno znanje, seveda tudi strokovnega jezika lahko ustrezno nauči in to, kot rečeno, počnemo tudi mi. In v tem je tudi smisel tega predloga spremembe zakona, ki pravi, da je treba zagotoviti dovolj možnosti vsakemu slovenskemu študentu, da lahko študira v slovenščini, če se tako odloči, in zato se govori tam o primerljivih programih. Če bi bil nek program ponujen samo v tujem jeziku, mora biti ob tem enak ali primerljiv program, ki je na voljo nekomu, ki želi seveda ta študij v celoti opraviti tudi v slovenskem jeziku. In mislim, da ima za to tudi pravico, ampak to pa še ne zavezuje, oziroma še ne bi smelo omejevati tega, da se pa kateri program ponudi tudi ali pa kateri predmet tudi v tujem jeziku. Glavni problem v resnici nastane pri našem sodelovanju z mednarodnim prostorom, z drugimi univerzami, s temi kratkotrajnimi izmenjavami, za en semester ali dva, kjer je pa težko pričakovati, da bi študenti, ki prihajajo k nam, to leto, recimo jih je bilo 1600, znali slovenščino. Mi moramo ponuditi neka predavanja, delo, vaje, seminarje v jeziku, ki ga oni razumejo. Če hočemo, da jim bomo nudili kvalitetno okolje za študij. In to isto delajo seveda na drugih univerzah za naše študente, kjer tudi ne moramo pričakovati, da bojo znali slovensko. Tako da kombinacija tega enega in drugega skrbi za slovenščino in seveda za odpiranje skozi tuji jezik je po moje nekaj, kar je povsem mogoče, povsem naravno to teče in v tem smislu smo res že malo utrujeni od razprave okrog tega, kam nas bo to pripeljalo. Jaz mislim, da ni nobene bojazni, da bi zaradi tega slovenski jezik bistveno trpel. Jaz mislim, se kvečjemu krepi v tem soočanju z drugimi jeziki in z drugimi kulturnimi okolji in da posameznik, ki dobro obvlada par tujih jezikov, bo tudi verjetno slovenski jezik bolje, bi rekel, tudi strukturno, slovnično in govorno lahko obvladoval. In v resnici je skrb za jezik ena od tistih temeljnih avtonomij, in izbira jezika, avtonomij, ki bi morali pripadati univerzi. To je, če pogledamo študije, ki jih dela Evropsko združenje univerz, kjer opredeljuje različne vidike avtonomije univerz, je izbira jezika, poučevanja, nekaj, kar opredeljuje kot eno pomembnih avtonomij vsake univerze. Še nekaj, če se seveda odmaknemo od jezikovnega problema študija, nas zanima še vaša ocena letošnjega vpisa na univerzo. Študijsko leto se namreč začelo in sicer v kontekstu opozorila gospodarstva, da že leta prihaja prevelik priliv diplomantov družboslovne usmeritve, tehnikov in naravoslovcev pa primanjkuje, ne? Da ste tudi za zamudo diplomirali, mislim, da cirka 6000 7000 je zadnji podatek. Družboslovcev. Ne družboslovcev, vseh, ki so zamujali. Levi delež med temi so le družboslovci, ne, oziroma humanisti. Je več družboslovcev in humanistov, prav gotovo. No, ampak moram povedati, da gospodarstvo malo zamuja, kar zadeva branje podatkov, ker se že nekaj let povečuje pri nas vpis na naravoslovje in tehnologijo, zmanjšuje pa na družboslovju. Seveda so pa procesi postopni, ne da se kar naenkrat zaobrniti teh trendov. S tem, da po drugi strani, ko gledamo pa podatke o zaposlovanju, ne ugotavljamo bistvenih razlik v času, v katerem se zaposlujejo na eni strani naravoslovci in tehnologi, tehniki, na drugi pa družboslovci in humanisti.
Tako da v grobem ni velikih razlik. So pa seveda znotraj teh skupin pa precejšnje razlike lahko med posameznimi programi in tudi, nažalost, tudi na področju naravoslovne tehnologije se včasih najde kakšen program, kjer zaposlitev potem po diplomi težko najti. No, to vprašanje na nek način lahko razširimo tudi na napovedi razvoja, da se zelo naglo dogaja revolucija 4.0, ne? Ta informacijsko-komunikacijska revolucija, kot so napovedi, ne? Ki bo popolnoma spremenila razmere tudi na trgu dela. V izobraževanju pa se cikli odvijajo na dolgi rok, kot ste omenili, ne? Na dolgo obdobje. Kakšni so razmisleki in eventualne poteze univerze v tej smeri? No, mogoče najprej še komentiram, ko ste že izpostavili to vprašanje, nazaj ta vidik tudi vprašanje jezika. Danes je na razpravi v Državnem zboru dr. Krek zelo lepo povedal, da je to vprašanje postaja povsem irelevantno z tehnološkega vidika, ker bomo imeli in že imamo tako rekoč na razpolago tehnologijo, kjer lahko nekdo govori svoj jezik, hkrati pa poslušalstvo njegovo predavanje poslušal v jeziku po izbiri, da ne govorimo o teh posnetih predavanjih s podnapisi in tako naprej. Tako da jaz mislim, da tudi z tega stališča je nekoliko utrujajoče zdaj govoriti o tem vprašanju, ker ga tehnologija sodobna lahko že razrešuje. Drugače je pa seveda pač zaveza vseh koordinatorjev, skrbnikov programov, da spremljajo, kaj se dogaja v njihovem okolju, tako kot je vsakega posameznika, in da potem to, kar je novega na njegovem strokovnem področju, sproti prinašajo tudi med študente v svoje programe. To je druga točka sprememb, tudi te zakonodaje, ki je zdaj v obravnavi v parlamentu, namreč, da bi lahko hitreje univerze same prilagajale programe tem potrebam. Ta kritika, ki je tudi upravičena pogosto krat, da so neki programi ostali več let, lahko tudi desetletji, enaki in neprilagojeni. Mislim, da je deloma zato seveda kriva tudi univerza, ker ni dajala predlogov in podobno in koordinatorji programov, ampak deloma pa tudi sami postopki, ker dolgo traja predno prideš z neko spremembo, reakreditacijo po trenutnem sistemu do konca. In če bo to predstavljeno v univerzo, da bo nam to zaupano, kar je tudi skupen evropski trend, potem bo manj izgovorov, bom rekel, na naši strani, da se nismo mogli prilagoditi novim zahtevam. Znanje pa, kot vemo, eksponencialno hitro raste in je zelo pomembno, da se sproti potem te programe prinaša v posamezen predmet, to je, kot rečeno, odgovornost vsakega predavatelja posebej, ne samo, da se vse prenese noter, ampak vse, da se skupaj študenti, oziroma da se ustrezno izbira, dela selekcija, da se izbira tisto, kar je ključno in da se seveda potem tudi študente vpeljuje v to raziskovalno delo, da bi tudi oni sami lahko prispevali k ustvarjanju tega znanja. To je seveda tisti ključni cilj.